Dober večer, želim vsem skupaj, spoštovane gospe in gospodje, tovarišice in tovariši, vrtničani. Mislim, da sem vse skupaj zajel. Verni in neverni, to sem še pozabil povedati. Začel bo nekaj takole, pa ne mi zameriti, tako kar bom rekel, ampak v današnji dobi chat GPT dela čudeže. In tako sem se tudi jaz na današnji uvodni govor popravil. Približno takole sem pa mislil resno. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem. Mislim, to jaz govorim, ker sem antikrist. Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen okrog vrtu in ga vrgli v morje. To pomeni absolutno zaščito otrok, absolutno prednost ranljivih, zloraba ni le greh, ampak je težek zločin in pohujšanje. Zato so spolne zlorabe v popolnem nasprotju z tem naukom, ki sem ga pač preko chat GPT-ja prebral. Nimam evangelija doma, da ne vem, kakšen sumo. Glavnem, ste me dobro razumeli, kaj se hotel reči. Več ne bosta pa predstavila današnja moja dva gosta. In sicer legende preiskovalnega novinarstva, Brane Praznik, ki bo povezoval današnji večer, in pa Matej Švarc. En aplavz za oba. Še enkrat dober večer vsem zbranim. Nabralo se vas je lepo število, dobrodošli. Upam, da bo tudi koristno. Jaz sem v to prepričan, ker z Matejem že kar nekaj časa sodelujeva. Posebej ga verjetno ni treba predstavljati, ker ga poznate, zato ste verjetno tudi prišli. Predstavila bova v 3/4 ure najprej knjigo, ki jo nedavno napisal, Vsega hudega me brani. No, o tem več kasneje. Kot rečeno, Mateja nimam namena posebej predstavljati, ker je znan. Ne samo po tej knjigi, ampak tudi po številnih drugih. Predvsem pa tudi po trilogiji in seveda Prevarana Slovenija posebej. Tole upam, da bomo na koncu imeli tudi priložnost, da bomo nekaj še izvedeli o Prevarani Sloveniji. Tukaj je tudi Draga Potočnik, ki bo malce sodelovala tukaj. O Prevarani Sloveniji na koncu malo bolj, bom rekel, kot spodbuda, da bo Matej in založniki, da bi kmalu vendarle naredili ponatis. Spraševanje po tej knjigi je kar veliko. Tudi po tej knjigi, ki je zdaj napisal Matej, je kar resno povpraševanje. Skratka, da časovnico takole naredim, v eni 3/4, 45 minutah naj bi ta predstavitev bila, potem bi malo lahko o tej knjigi še debata bila in na kratko, bolj kot ne na kratko, tudi morda o Prevarani Sloveniji. Soglašaš, Matej, ne? Zdaj, na začetku, Matej, kaj te je pravzaprav napeljalo? Jaz za vse te orožarske afere in tako naprej, vi problema, vse to poznamo, ampak kaj te je napeljalo, da si se lotil pisanja tovrstne knjige? Kaj so ti glavni motivi? Dober večer, tudi z moje strani. Me veseli, da sem tukaj z vami, spet po, mislim, 10 letih. Vedno se vračamo na kraj zločina. Zakaj sem to knjigo napisal, je več razlogov. Bi pa najprej povedal tole, da ta knjiga v bistvu ne bi smela biti napisana.
in da to, kar je opisano, se ne bi smelo zgoditi. Nikakor ne. Niti en sam primer, čeprav jih je opisano na stotine, na tisoče opisanih, ne vemo pa, koliko jih ni, koliko je zamolčanih. Lotil sem se te knjige iz preprostega razloga, mogoče najprej iz jeze, iz tega, ko sem se jaz čutil prevaranega. Namreč jaz sem doma iz Bohinja, po napolo, da ne govorim oče Korošc, mama Bohinjka, živeli smo na Jesenicah. Jaz sem tudi svojo mladost preživel v srednji vasi v Bohinju, Zgornja Bohinjska dolina. Veste, kako je Bohinj, vsi so bili na počitnicah, jasno. Bohinj žal skriva tudi temne plati. Bohinj ima spodnjo dolino, Zgornjo dolino, dolini se začneta na Bistrc, končata pa z jezerom. No, ta Zgornja dolina je zame še lepša kot spodnja. In tam je v 70-ih, 80-ih letih živel župnik, zelo priljubljen, saj mi smo mislili, da je zelo priljuden, pameten, z nami je v hribe hodil, smučali smo skupaj, surfal je na jezeru, bil je naš družinski prijatelj, naš starata je bil ključavničar, pa je skozi kaj hodil k njemu, da mu je popravil v tistem Farožu. In po več kot 40 letih sem zvedel, da je sistematično zlorabljal mlade dekleta. Od 6. do 12. leta. Jaz nič vedel, mogoče kdo več vedel, jaz nisem. In ko sem zvedel prvo zgodbo, sem bil šokiran in sem si mislil, koliko so lahko šokirane ali pa uničene te same žrtve. 2 sta se mi izpovedale temeljito. Pravzaprav od 3. sem dobil dokumentacijo, kaj se je dogajalo, ker je žal, takrat so rekli, da je defektna, zdaj pravijo, da ima posebne potrebe. Bila je, uboga revca, ki je hodila v posebno šolo in na njo se je tudi župnik spravil. Tista prva ime sem ji dal Polona, imena sem spremenil, da bi zaščitil žrtve. Polona je bila stara 12 let, ko jo je zlorabljal, Metka pa mislim, da 8 let, so pa še mlajše, tudi s 6 leti. Tako da, ko sem zvedel, ko je ta zavod Dovolje nekako začel te žrtve obravnavati oziroma so se izpovedale, mi je posredno prišlo, ker so bile zablurane, ker so bile zaščitene, in sem pač zvedel, da je to ta naš duhovnik. In potem kaj narediti? Ali sem jaz tudi tiho, koliko so bili ostali, ali potem sem se pa vprašal, s kakšno pravico pravzaprav jaz lahko še enkrat posegam v življenje teh ranjenih deklet, ki so ženske, ki so že starejše, ena ima otroke, ena žal ne more zato imeti otrok. Ko sem prvič spregovoril o tej knjigi, mi je po Messengerju pisala punca, je rekla, se poznava, ali Matej, jaz sem tudi žrtev, ne morem imeti otrok zaradi zlorabe, raka prebolevam, raka na materničnem vratu. In sem nekako tudi nisem vedel, kaj naredim, sem potem ji nesel knjigo, nekaj, da jo prebrala, in tako je, nikogar ne silim, da pove, samo imajo možnost, da povedo, da izpovedo svojo zgodbo, in te 2 dekleti sta temeljito povedale, ker ste se tudi uprli in nista samo žrtvi, oni 2 sta preživeli spolne zlorabe. Zdaj, o duhovniku toliko, da je bil, nekako se je izgleda zvedel, je prišlo do, seveda je prišlo, se ga je ta punca prijavila, da je bil premeščen. In jaz se spomnim, jaz sem bil kar zelo strogi verski vzgoji, so me gor spravili stari starši, vsako nedeljo, ko imaš spovedi, v Hailo in tako naprej. In se spomnim te njegove zadnje pridige, kako si solzami v očeh poslavljal od Bohinja, kako ima rad Bohinjce, kako je najlepša leta tle doživljal in kako bo zmeraj se vračal v Bohinj, kako je Bohinj lep. Ja, lepo, ampak tisto... Nesladem tudi. Tako, žal. Tega pa ni povedal in potem je šel pred dvor, tam je zlorabljal, potem je šel kot Tedežco, tam je zlorabljal, tam sta ga 2 punce prijavile.
In je dobil pogojno, 2 leti, mislim, da potem je bil premeščen v župnijo Cerklje, bil je na podružnici Spodnji Brnik in potem ga je ta prva punca prijavila, ki je videla, da v Spodnjem Brniku je spet s tem mladimi dekleti skupaj na fotografiji in jaz ta škofu, poglejte ga, in rekla, poglejte ga prasca. Ona zelo prekline, je tudi v bohinjskem narečju. Ne. Mislim, da je to preklinje tako simpatično, ker je to izraz enega odpora do vsega tega. Ne. In sem točno tako napisal, kar je rekla, še v bohinjskem narečju, za nalaž. Čeprav so eni prevodi, pa to, draga je še rekla, jo imate, da nauč preveč, da jih nauč zamoril, ker ne bojo razumeli, no, pa sem jo ubogal, pa sem isto ključne stvari povedal. Tako da, to je za enkrat. Rad bi, da še osvetliva še en delček, kako si pravzaprav prišel do vseh teh izpovedi in predvsem, kako si prišel do tega zaupanja, da so ti verjeli, da boš ti to pošteno naredil. Ja, mislim, dobro, ja. Pa potem še na koncu, dajmo že tlele začeti o kazni, ki jih doživljajo ti pedofili. Dobro vprašanje, oziroma jih je več. Kako sem prišel do tega, kako sem ustvaril zaupanje? Pravzaprav sem si rekel, Bog ne daj, da jih silam. Kdo sem jaz, da bi jaz to pisoval? Tisto, ker nekaj sem se zavedal. Pravzaprav razdvojen sem bil. Po eni strani, veste, Albert Camus je enkrat rekel, da ne smemo govoriti laži, oziroma molčati o lažeh, ki jih vemo. Vemo, da en laže, vemo, da en nekaj prekriva, mi pa tudi molčimo, ne smemo o tem. In to, jaz sem profesionalni novinar in ne smem zamolčati, enostavno sem rekel, bom nekaj naredil in potem sem se povezal s Polono, pa sem rekel naslednje, in kaj ste mu vse povedali dokumente, vse zapiske, vse tiste pričevanje, oziroma to najbolj pomembno je tisto zaslišanje pri škofu. Vse je bil, ja, na škof, vse je na Obeški, zdaj trenutno, kako je zaslišval, vse napisano, to ne more tajiti, da sem se kaj izmislil, ker je dejansko po tem transkriptu in te pač po kanonskem pravu, te sodbe, pa te opisi, zapisi. Metka je druga, ki mi je tudi povedala to, mi je dala to prijavo in mi je tudi zelo natančno povedala, jaz sem ona prav srednje vasi in sem jo poznal, zelo dobro sem mamo poznal, ona je posvojenka in ima tudi eno hibo in zanimivo te hibe, prav na te ljudi se spravkvajo neke pomanjkljivosti, ta punca, ta Polona je bila tako dosti zavržena doma, jo niso marali, bilo je kar predvsej otrok tam in se jo tako malo stran dal, mama je bila pa zelo verna. In evo, župniki, govorim o množini, točno vejo, na koga se spravijo. Točno imajo izdelano, ne vem, organigram, ali kako ne rečem, to bom, prijazen bom s starši, no bom pa že zastrašil. In tako, drugo vprašanje, tisto, kar si še dodatno. Ja. Drugo vprašanje je pa o tem premeščanju. A je to res prava kazen? Ja. Zdaj, jaz sem te Poloni tudi rekel, če koga poznaš, da bi še lahko povedal, mi povej, ker če jaz grem do njih, bo težko, lahko potem poznej grem, seveda te punce se bojijo, že doma, ki so povedali, niso verjeli. To je zelo ključno vprašanje, veliko je teh primerov, da doma ne verjame, no župnik pa ne. No, to pa ne, on pa ne. In vse tisto, v uvodu je en zelo pomenljiv zapis gospe dr. Teja Pribac Brooks. Ona živi v Avstraliji, poročena z priznanim avstralskim pesnikom, Bookerjev nagrajenec, mimogrede, in je povedala sama, v uvodu je to napisano, zelo pomenljive stvari, da nam zdaj vsebine govoril tisto, ki je rekla, tisti dialog z duhovnikom, je rekel duhovnik, veš, Bog ne daj, da ti poveš komu, če ne bom jaz, če ne, bo hudo. Pa je pa rekla,
torej vas imam jaz v paci, jaz lahko povem, pa boste nastradali. Je rekel, ne, motiš se. Beseda proti besedi, ko bo jo vrnil? Ti smrkli ali meni duhovniku? Ko so, seveda se je razvedli, seveda je prišlo na dan tudi do škofov, do predpostavljenih, se veste, kako so župnije sofare, pa potem je škofije, nadškofija pa do Vatikana. Jasno, kazen, to je sistem, premeščanje je sistem, ni kot potuha, oni tako niso jemali, ne? Ga damo drugam, mogoče se pa poboljšal, figo, isto ali pa še slabše. Če je lahko, zakaj pa ne, če tam lahko, nekaznovano, bo nekdar je tudi. In to se je dogajalo po Afriki, to je Afrika, en cel poglavje, eno zelo žalostno poglavje duhovnika iz Slivnice, ki je še, lahko me bo tožil, pa ne me tožil. Ko sem povedal svoje, ki je bil v Kongu, je zlorabljal ministrante, sistematično, dolga leta in tako, ne. Premeščen, seveda, in potem ga je cerkev pokrila. Cerkev, veste, tako ključni odgovor na to je, zakaj cerkev daje potuho oziroma ščiti duhovnike? Cerkev je moralna ustanova, a je tako? Ja, če pa pride to na dan, pa novič moralna ustanova in lahko zapreš tacuno. Zato je treba, to je prvi razlog, seveda drugi razlog je pa tisto, veste, pravijo, Bog, tudi najhujš greh, se more, je tudi se vprosil odpuščanje, se odpušča. Pa ne molj za kazen, je tudi molitev. Jaz ne rečem, da ni prav to, ampak premalo. Vendarle, papež Frančišek je bil tisti, ki je rekel, a veste, to ni prekršek, to ni grdo, pa greh, greh itak, ne nečistuj, ampak je zločin. To je zločin. To je zločin nad otrokom. In za zločin in kazen. Zanimivo, nevest duhovnikov, nisem še zasledil, mogoče so bili primeri, ampak ko sem jaz tudi po drugih državah brskal po teh strašno dolgih poročilih o preiskovalnih komisij, pa so civilne preiskovalne komisije, kako so zastraševali duhovnike, žrtve, so žrtve marsikaj povedale. Hudo, tisto je bilo grozen, brat. Duhovniki pa ne morem si pomagati, ne vem, kaj je bilo z mano. Veste, tudi mi smo ljudje, je rekel ta duhovnik z srednje vasi. In tudi mi imamo svoje potrebe, veste. Sej jih imajo, ne? Čuden, pa kakšen nivo. Matej, zdaj si omenil tudi in se navezuje tudi na to, da bi te vprašal ravno o teh, si rekel, brskal si tudi tujini, zbiral pa tako naprej. Skratka, kako si zbiral to dokumentacijo? No, ti veš, kako smo oprvni v trgovini z orožjem, bolj se poglabljaš, več je. Ja. Pa vidiš, da kamor ne prideš, res. In pa recimo, seveda, prvo je zbir javne vire. Sem pač nadelal dokumentacijo, ki je ta osrednja za novinarje, sem rekel, dajte mi prosim o spolnih zlorabah. Pa sem dobil odgovor, ja, bomo dali, pa dolg čas, rekel, kaj pa čakate, kaj pa je? Ja, tukaj je, a ne? Pa Matej, ne moramo zbasati na mail, ne, ne vem, ključa, nekaj je bilo, toliko je bilo, ampak jaz sem rekel, od leta, ne vem, od določenega leta do zdaj, samo v Sloveniji. Kje da bi že tujino ni govora, pa sem šel po drugih virah, pa tam vidiš, en link, francoska preiskovalna komisija od leta 50 do leta 2010, v obdobju 60 let, so dokumentirali poimensko 216,000 otrok zlorabljenih. Ampak to tako, saj so rekli, da jih je še več, ampak eni niso vedeli, je bilo ali ni bilo in so pa te izločila. Imel je en državni uradnik je vodil, na Nizozemskem Detmanova komisija, Nemčija, Avstrija, pri nas pa še ne. Pri nas pa še čakamo. Zdaj, cerkev ima
tudi notranjo zakonodajo. Ampak očitno Matej, to si seveda poglobljeno analiziral, tega ne uporabljajo. Ali pač? Ja, zdaj, jaz nisem pravnik, pa to ni izgovor. Sem tudi kar prebiral s pomočjo tudi strokovnjakov za kanonsko pravo, sem opozoril, vse tam knjiga je veliko dialoga. Sem te svoje ugotovitve skozi dialog. Nekateri so se zgodili, nekateri sem tako dramatiziral, nisem se pa zmišljeval tega, pač kanonsko pravo kot tako. Recimo, smo ugotavljali z enem, po katerem členu kanonskega prava bi bili ti duhovniki pedofilski oziroma teh so zlorabljali kaznovani. In potem smo najdli, ne vem, tam pri anomalije duhovnikov, da tudi to, da alkoholizem, da malomarno upravlja z cerkvenim premoženjem, da zamujati mašo, pa to pa, da se, ne vem, grdo obnaša, en podčlen ali kaj je tam, da potem bi pa mogoče, lahko jih tudi kaznovala. Ker vsej zanimivo je, so te z Vatikana ta dokumentacija, kako se je to tudi imeli so Vatikan že v prejšnjem stoletju, malo po vojni so eno encikliko izdali proti, tako, ne vem, latinsko je, tako da si potem prebrali, nam vsega povedal. Zanimivo, so dali to tako župnijam in so dali pod strogo zaupno. Bog daj, da to kaj vam pride, da so pač kaznovani, kdo občuje z živalmi in pa še nekaj je zanimivo. Zdaj, otrok sploh tle ni, če se pregreši zoper žensko, tisti, ki je v celibatu, to je zanimivo. Da če ti duhovnik konsenzualno stopi v spolni odnos z žensko, je kaznivo, je duhovnik Po cerkvenem pravu. Po cerkvenem pravu, tako, po kanonskem pravu, da se razumemo, je defrokt, to pomeni, da je izobčen, oziroma duhovniku nikoli titule ne vzame. To pač Božje, kot da je Božje, podelijo, ampak ga pa izločijo iz cerkve, kot da ne sme več upravljati z farani in tako. In potem pravo je, po kanonskem pravu, če z žensko pač ima seksualni odnos, je izobčen, če je pa tisto, mene je skozi zanimalo, kaj pa če posili mladoletno osebo, fant, punca, več je fantov, zanimivo, statistika kaže, da je več fantov. Ja, to pa ni lepo, pa to pa tudi nekako ni tako, poskušali so, ne vem. Ni opredeljen. Se pravi, težko se decidirano izraziti. Mene tudi zanima, zakaj ni kazen, zakaj je premeščanje ni kazen. In to so delali povsod po Ameriki. Glejte, v tem filmu, če poznate Spotlight, v žarišču naslov, ko so prišli na dan z temi strašnimi podatki, ki je eden John Gegan, jaz sem bil takrat v Ameriki in sem to nablisto lahko spremljal. 130 dečkov je posilil in je šel v zapor in tam v zaporu ga je zadavil sojetnika. Zanimivo, so rekli, vse toleriramo, lopove, mamilaše, ampak pedofil in ga je tako. In potem so šli po sledeh, zakaj je bil to 7-krat premeščen. Potem so pa ugotavljali, da ni bil samo, da jih je bilo, mislim, da 92 v prvi fazi, ko so začeli brskati. Tako da je to bilo, res, to je sistematično prikrivanje. Sistem, ne, če naš poboljšal, te mu dal stran, te mu dal v drugo župnijo, ne, to je bilo kao. Tak je bil. Nadaljevanje tega, kakšno pa je, Matej, potem, kar si ugotovil, kakšno je pa pravzaprav sodelovanje med civilnimi organi pregona in rimokatoliško cerkvijo? Ja, v praksi ni dobro, še vedno ni dobro, je pa
mislim, da je trend, da se izboljšuje ravno zaradi medijskih javnih pritiskov. In tudi sem rekel, zato bom napisal knjigo, da povečam pritisk na cerkev, na vrhove cerkve, ker veste, pa ne, da se zdaj upravičujem, jaz kot agnostik čist intimno, a ne, pač dvomim in vem, da nekaj nadnaravnega lahko, a ne, tudi cerkev mi je bila v svoje čase zatočišče, v Bohinju sem zmeraj rad hodil, tisto srednjo ali tisto cerkev, sem bil pa nazadnje, me pa nekaj stisnil. Hudo je meni, ker sem to spremljal, ne, na daleč, kaj pa šele tistem, ne, in tako, a ne, tako da to sodelovanje bi moglo biti boljše. Papež Frančišek je veliko naredil, tudi Ratzinger je šel v to smer, potem je itak on je bil že star, pa ni mogel, potem je Frančišek nadaljeval in je leta 2019 so imeli sestanek prav na temo, koncil, kot se reče, srečanje duhovnikov prav na temo spolnih zlorab in so nekako niso čisto dokončno rekli, da mora biti, da je obveznost, ampak lepo bi bilo, fajn, da tudi sodelujemo s civilnimi organi pregona, da se tudi pove, a ne, policiji, da se prijavi. Potem je pa nekdo v Sloveniji je rekel, a veste, sej ljudje civilnim organom, tožilstvu oziroma policiji ne prijavljajo, raj grejo na cerkvene ustanove. Ne. Kar pa mislim, da ni res. Ne. Tle, mislim, da en članek je bil, da so ga dejstva demantirala. Ne. Tako da vendarle bi cerkev, če pride do tega, a ne, bi mogla tudi nadrejeni škof bi mogel prijaviti v civilnim oblastem duhovnika. Ampak mislim, da ne, no. Mislim, da ne, saj te primeri, ki so bili doslej, niso to pokazali. Jaz sem opisal primer Francija Frantarja, če vam je znano, kdo je spremljal pred leti, kako cela kalvarija, s tistem so ga iskali, on je pa se izogibal, v Afriki bil, pa potem je bil že pravnomočno obsojen. En poslanec videl, tamle pri Leclercu, pa je postavil poslansko vprašanje, rekel Madonna, kakšna pa država pa smo, ki se obsojeni pedofil špancirale po mestu, a ne, potem so ga zaprli, no. Drugo vprašanje pa je Karl Jošt, tam nad Brežicami, tisto Artiče, tiste župnija. Tam je on umrl vmes in je tista punca, ki je prijavila, dobila odškodnino, ker je branil Rok Čeferin. Je dobila kar visoko odškodnino. In Rok Čeferin je postavil precedenčne zadeve tam, kjer je, ko veste. Tako so rekli, nekako se cerkev branila, prvič, pa dajte umrl je, pa kaj, ne. Ja, odškodnina pa vendarle, punca je trpela, ne, zmerili so za kurbo, ona je mogla jeti, mamila se je vrgla in tako uničena. In pa je Čeferin rekel, veste, vi pravite, cerkev prav, da je to delal v prostem času, da to ni delal kot duhovnik, ampak to pa nimamo vpliva. Pa je rekel Čeferin, ne me stakmi, ne vi izvajati neke, ko je še rekel, kvazi cerkvene ceremonije, ne, dejte, on bi mogel biti, ne, dejansko je odgovoren, ne, in je potem in ta župnija in mariborska nadškofija plačala te odškodnino, je kar pač koliko je, odškodnina je zmeraj tisto, da nikoli ne vrne uničenega življenja. Sigurno. Tole bi še morda bilo fajn. Ali javni mediji, torej ta medijski pritisk na RTC, po tvojem mnenju, kaj prispeva k temu, da se cerkveno vodstvo, pravzaprav škofije in tako naprej, kaj bolj odpirajo, skratka, tudi Vatikan, da se bolj odpre za javnost. Ali je ravno nasprotno? Tako bom rekel, mogli bi, a ne, mogli bi se malo zamisliti. Pravzaprav jaz sem po svoje tudi tak optimist, pa da ne rečem lahko veren.
pa upam, pa verjamem, da bi se mogli in da se bojo. Zdaj vprašanje, kakšen je ta pritisk. Zdaj, če grem kot en sam proti 2000 let stari instituciji, je boj z mlini na veter in rečejo, tale Šurc, vse ga poznamo, vse vemo, kakšen je, zmeraj vemo, kaj najde, vse veste, kdo, če v kjermu kaj udba ali pa če kaj hoče slabo, zmeraj kaj najdejo. Meni, dobro, niso bili še išejo. Ampak tako, hočem reči, da če sem sam, te povozijo, jasno, pa ti veš, pa vse vemo, mi bi bile barava tam, tako, če pa je javnost za mano, jaz sem danes vesel, ne zaradi tega, mislim, seveda tudi zaradi tega, da pridete pa berete knjigo, ampak predvsem zaradi tega, da niso sam. A veste, vi boste povedali drugim, kaj se dogaja, drugi, kolikor sem bil že takole, kje na kakšnih, ali pa tako neformalno sem se pogovarjal, kolego so zanč, ki sem še niso do konca napisal knjigo, so nekaj, veste, tam, ne vem, ali bilo glih Medvode, se ste tudi z Medvod. Je rekel, vse bil tam pri nas tudi župnik, je tam ministrant, šla to pa punce jago, pa ko pa vem, pa imel otroka. A res, Tako da, pa beli nač rekel, vse to se je pa zatušal, vse je župnik, pač kot župnik, pa je nekam šel. No, a vidite, in pa je tisti župnik, ki je nekam šel, lahko še kje drugje delal. Tako da, jaz tudi apeliram na vas, da razmišljate o tem, pa govorite o tem, in ko se začne, saj tako je, ko se začne o tem govoriti, potem pa tudi cerkev se premakne. Jaz sem študiral in sem tudi citiral določene dele iz ene magistrske naloge, prav ta paradoks, fenomen zamolčevanja. Na začetku cerkev rekla, ni tega. Prej sem omenjal un dokument v latinščini, kako se mora cerkev upirati temu, ki je bil na skrivaj, dan župnija, se pa je na dan prišel, ampak cerkev je rekla, mi tega nismo nič vedeli. Potem so rekli, kaj pa ta dokument? Ja, boste vedeli, če ste dal ta dokument, kako se obnaša. No, okej. Potem so pa rekli, tisto. Druga faza zamolčevanja oziroma, veste, tudi v cerkvi so ljudje so taki drugačni, tudi duhovniki so krvavi pod kožo. Tej punci, ki je šla prijaviti prvemu vikarju v Ljubljani, prvi, ki ga je srečala, ki je bil prva vrata, ta Polona, ki je prišla do njega, je rekla, da je pa poslušajte, tudi mi smo krvavi pod kožo. To je slišala, tako. Potem pa rečejo, glejte, tudi med duhovniki so gnila jabolka, mi vse delamo, mi res poskušamo te gnile jabolka izvreči stran, ker drugače duhovniki, veste, tako je, so tudi slabi ljudje. In vse veste, kaj je rekel rodejavno. Je rekel, dajte ena do dva primera na 100, dva duhovnika na 100, potem ste imeli neko avanturico, je rekel, potem se pa iz tega dela velik problem. Zdaj bom pa povedal še ene podatke, ki se jih nisem jaz zmislil. Ena terapeutka mi je rekla, potem sem šel preveriti, pa so še hujši podatki, rekla, tako je. 90% spolnih zlorab v cerkvi sploh ni procesiranih. Sploh se ne ve, sploh preiskovalni organi pregona ne vedo za njih. Od teh 10%, ko pride na dan, oziroma ko se jih procesira, je pa 90% zastarano, zavrženo, premalo dokazov, eni duhovniki, ki ga zelo opisujem tam, rekel pa kaj, a hoče, da imajo spovednici selfije z duhovnikom, kako jih, ne vem, otipava. Beseda proti besedi in smo tlele. To je tisto, ki je dejansko
a ne, kako se cerkev brani. Ne? Potem pa, veste, začne bruhati svoje izjave za javnost, oziroma enciklike, Skofovska konferenca pove, mi smo absolutno na strani žrtev, bla, bla. Samo poglejte, kako so tega Antona oziroma Marko Ivan Rupnik, ki so ga sestre tele Lojolke prijavile. Samo to, ki so rekli, da dajte, saj vemo, mi smo na strani žrtev, tako da so se distancirali, ta Škofovska konferenca. Ampak v resnici niso pa naredili nič, so rekli, da bojo komisijo ustanovili, sem gledal, župnik, sestra, župnik, Nuna, župnik, aha, tale pa psiholog, tale pa laik, Aleteja, pa sem šel pa gledati Aleteja, je neka katoliška ustanova in mednarodna evangeličanski sklad jih podpira, tako da smo na jasnem, tako prost. Ja, že prav. Tvoje priporočilo, da je treba to iz tega, kar si povedal, da je treba vendarle bolj na glas in bolj pogosto povedati, zakaj gre. To bi te še vprašal, ker si tudi že začel. Opisana je v knjigi tudi afera, ki je povezana s patrom Markom Ivanom Rupnikom, ki je svetovno znan sakralni umetnik, umetnik, ki ga zdaj seveda te, bom rekel, snemajo iz sten. Kakšen položaj je zdaj v tem trenutku njegov? Ali priznaš kaj? Ja, to, kar vi spremljate to zgodbo, zdaj nazadnje, je bilo tako, da je, bom začel s tem, da je papež odpravil zastaranje. Zanimivo, pri njemu je bilo odpravljeno zastaranje pri teh žrtvah, ki jaz opisujem, pa ni bilo odpravljeno zastaranje, bi bilo lahko. Zaradi primera, za tega, ker so papežu so pritisnili papež, glejte, jaz sem Frančiška rad, mogoče se varam z mojim prijateljem Svetlano Makarovič, so se zmeraj kregala, rekel, mladisti je, kao, pa daj, ne mi. Pa bi enkrat rekla, to mi je bilo všeč, da je psa pobožal, tam je enkrat na audienci, tako da, meni je bil pa po svoje simpatičen, zanimiv tudi on je masno na glav kot škof, argentinski škof, je zatušal ene stvari, ki so ga tudi žrtve tam v Argentini prosile, da jim pomaga, pa je pometel. Zdaj, če bi to naredil, vprašanje, če to je ena zgodba noter, novinarja, ki mi to razlagal, zgodba noter. Vprašanje, če bi bil papež, da ne bom se, že kar dolgi, se ne bom oddalil, papež je odpravil zastaranje. In ko je odpravljeno bilo zastaranje, je to cerkveno sodišče reklo naslednje, da bo sprocesiran, in so leto ali še več zbirali sodnike, jih je 5 ali kako, in potem glasuje senat, sodni senat, škofje, kardinali in tako naprej. Zdaj ti izbrani sodniki, duhovniki preučujejo zadevo. On se je umaknil na grad, da v Laciju, pozabil sem ime, gornik na gradu, in celo, nek sem bral v italijanskem časopisu, da so rekli, da pride pa presvetli Marko Ivan Rupnik, ne bežte stran, vseh ven naporili, prenovili in v čudoviti osami čaka na strašno obsodbo. Zdaj, seveda ne moram prejudicirati, kaj bo rekel, če bojo mu naložili molitve prav da moli. Mislim, da je to Psalm 53, da koliko je grešil, pa da ne bo več. Meni je Karl Gržan lepo povedal, molitev pomaga, kar naj molijo, ampak to ni dosti.
mora iti pred sodišče, pika. Nima kaj, ne. Čeprav zdaj sveda, zadeve so zastarale in zanimiv je en detalj, ki je tukaj bil kaj je bil menih, pravzaprav jezuit, on je, tudi Rupnik je jezuit. To je zelo pomembno, veste, a jezuit, ali je lazarist, ali je dominikanec, pa vem, ker so med sabo, ne vem, ker hodo skregan, sam mi tega ne vem. No, in je ta jezuit, je zelo liberalen, pa zelo tako proti Rudetu, proti tem našim škofam, zelo nastrojen, ki je bil pa vprašan, pa prav Rupnik, to je pa popolnoma po krivici obsojen, zaradi tega, ker je tako slaven, ker ga Rodena mara, ker ga Zorena mara in je nastradal, a ne, in prosim, o mojemu prijatelju Rupniku pa niti nobene žal besede, sicer pa vse so samo govorice, saj ni nobena sestre Lojole, a ne, nune, a ne, častne sestre, nobena nič rekla. Mislim, kmalu potem, ko je to on javno izjavljal, sta se dve našle. Mirjam Kovač pa Glorija Branciani. Mogoče se spomnite, je bilo tudi po televiziji, sta imela tiskovno konferenco, obe sta jokale, tisti je bilo zelo boleče, ker sta, jaz jim verjamem, da sta izpovedale se, jih je 40 zlorabljal, 200 doslej se, in na podlagi njune pa še ene je prst zlomil. Župnik je rekel, da je to kot za pokoro ta Marko, a ne, ki je zlorabljal. On je bil zelo grob, ne, on je tako, da ne bi šel v podrobnosti, a ne. Vendarle, mislim, da je proti njemu dovolj dokazal in čakamo. Upamo, da bomo dočakali, no, da ne bo, ne vem, kaj. Še tole, v knjigi je kardinalu Rudetu, ne, tudi omenjen veliko slovenskih duhovnikov, ki so rojeni v Argentini, ali so pa njihovi starši bili argentinski Slovenci, Stanovnik, Mavrič. V kakšnih vlogah ti nastopajo? Torej, vtis je, da so zelo konzervativni, in da niso opravljali svoje, bom rekel, poslanstvo najbolj v sozvočju s prejšnjim papežem Frančiškom. Ja, to je zanimivo vprašanje. Zdaj, tudi dosti občutljivo. Andrej Stanovnik je bil tako vplivan, mislim, da argentinski škof, pa pojem v Vatikanu bil dosti vpliv na, tako izjemno konzervativen. Tomaž Mavrič je, bom rekel, vrhovni, predstojnik lazaristov. Tam je podrobno opisan, kakšne borbe sta imela ta lazarist Janez, ki je bil zlorabljen tukaj v Ljubljani, v deli na Majstrovi, v tem Lemenatu za lazariste, tam blizu cerkve na Taboru, no. In te dva, pa še kdo, so še omenjeni, predstavljajo to konzervativno strujo, teh, bom rekel, pa so potomci argentinskih Slovencev, ki so po vojni bežali iz Slovenije, ne. Zdaj, jaz sem imel tudi izkušnje, ker moj stari stric je duhovnik, bil je v Ameriki in je imel tudi ta pisma, se je dopisoval z argentinskimi Slovenci, pa z celo škofom Rožmanom, ki je bil v Lemontu pri Chicagu. In sem tista pisma bral, škoda, da jih nisem vzel. Zdaj, če bi jih vzel, bi me lahko zaprli na meji. To je bilo tam sredi 80-ih let. In sem videl, kako so hoteli, so rekli, Slovenijo moramo mi narediti samostojno. Ne samostojno, ampak da bo tako katoliška, da bo 100%, ne vem, klerikalna, da bo mi vladali, mi. In potem sem se spomnil v telah, ne. In da v knjigi piše njuna vloga, sam teh dveh pa tudi, ne vem, tudi je bil škof, oziroma kardinal Ambrožič v Torontu, jaz sem hotel intervju z njim narediti, so rekli, prid pa vprašanja naprej pošljem, sem pošljal vprašanja, so rekli, Luna je rekla, da se ne prikažeš blizu, tako da, okej.
verjetno niso bila najbolj prijazna vprašanja. Hočem reči, da pa smo se glih z Janezom, tem, ki je zelo podrobno opisan v knjigi, se nekaj posluša Janez, kaj če se mi osamosvojili 20 let prej, a bi ti vladali, pa je tako pomenljivo se je posmejal, pa prkimo je rekel, bojim se, da imaš prav. Tako, to je pač, a ne, zdaj smo pa že zelo novo na tej drugi temi. Še eno vprašanje, pa bomo dali občinstvu besedo tudi. Vprašanje celibata. Ali ti potem meniš, da je eno izmed teh, bom rekel, vzrokov, torej celibat, oziroma ali je to vzrok, glavni vzrok za pedofilijo, pa ali ne misliš, da je to pravzaprav preživeto? Zdaj bom skromno, pa ne lažno skromno rekel, da sicer jaz lahko dam svoje mnenje, nisem pa tisti pravi naslov tudi v tem odločal, ampak zanimivo vprašanje. Ne, vsekakor, jaz sem se skozi to spraševal. Zdaj, Karlo Gržan je enkrat mi lepo rekel, veš kaj, je vzel tisto knjigo, kanonsko pravo, rekel, le imate preambula, preber se tole, da cerkev ne sme ravnati proti naravnim zakonom. Je rekel, celibat je točno to. Cerkev je proti sama sebi si napisala zakone. Ne? Pa res. Karlo je pač brihtna glava. Duhovnik, ampak je vendarle je tako, ne, zdravo pamet in verjetno je tudi bolj odmaknen, ne vem, kako on s temi škofi pa temi sodeluje, ali pa sploh ne, on ima tam eno faro. Bistvo je, ne, da župnikov manjka in je vsak, če ima v levo ali kakorkoli, je dobrodošel. Kar se tiče celibata, smo zadnjič na Bledu, je bil duhovnik ta zraven in je tudi lepo povedal, dal je vedeti, da bi to moglo biti prostovoljno. On se je prostovoljno odločil za celibat in rekel, čisto dobro shaja in ga boli, da ga potem tudi po eni strani, si naš, si duhovnik, pa takole proti nam, ne vem, govoriš, po drugi strani pa, da izstop z cerkve, ne biti naumen. On se je, v bistvu, globok poklon, škoda, pač danes je zadržan, da bi on sam povedal, ampak on se je odločil dejansko za pot k Jezusu, direktno. Zdaj, zmeraj, ko se o tem pogovarjamo, se spomnim tistega vica, se ga verjetno poznate, ki veliko pove, ampak ga bom v srbščini povedal, vse tako si veste, kaj je en cigo, tam v Švarožu prosil župnika, tako, ljubi Bože, molim te, daj mi 100 evra, daj mi, molim, imam dugove, imam ženo, imam deco, molim te, pomozi mi, daj mi 100 evra. Poj pa župnik bil v gasat, rekel, tle imaš 50 evrov, pa spokaj se. Poj pa on, rekel, hvala ti Bože, što si mi dal, a nemoj, da daješ posredstvom crkve Jeruzima 50%. To je to. Sej, a ne, ta župnik je šel lepo direktno, a ne, Jezusovo pot in je šel k revežem, kot lazarist, kot misionar, seveda cerkev ga viža, tle je zelo kratek, dober dialog, ki ga izorejem, ker so se pogovarjali, rekel, da Janez, Jezuš, da mi povej, kdo te prešepetava? Kdo je za tabo stoji? Rekel, Jezus. A ste kam izore, rekel, ti pa tvoj Jezus. Evo. Tako da, celibat je, v bistvu vemo, da je to cerkvena zapoved, ni božja, ni Bog rekel, veste, župniki morate, pa ne smete biti poročen, a ne, to je cerkev. Zdaj, osnova v zadju tega je pa cerkveno premoženje. Seveda. Seveda. Tole bi bilo v tem prvem delu, smo približno v javno čas. Med nami je pa tudi gospa Draga Potočnik,
ki je opravila pardon, ki je opravila veliko delo, ker je opravila redakcijo besedila, pa prosim, če se pridruži. Imamo stol že tlele. No, kar izvolite, vmes. Draga, Ja, dober večer. Moram reči, da sta zelo zanimiva in bi vaju še lahko poslušala ene 2 uri, tako da ja, zdaj najprej eno tako oceno, ti si, draga, mi se pač tikamo, zato ker Ker se smo poznamo, sodelavci ja. in se poznamo. Ti si prva imela besedilo v rokah, bom rekel, in ja, mislim, da je bila tukaj žena Matejeva, Marjetka, zelo velika podpornica in da mu je zelo veliko pomagala. Potem, ko je bila pa nekako knjiga skupaj, mi je dal Matej za brati. Jaz tudi dajem moje tekste njemu brati in sva zelo neusmiljena sodnika drug do drugega. Je pa tako, da me je ta knjiga še posebej zanimala, zato ker sem seveda vedela, da kdo drug bi pa tako knjigo napisal, če ne Matej. Ki ima toliko poguma, in pa ki je toliko natančen, se pravi, da gre tako globoko v stvar, tako kot je šel pri Trgovini z orožjem. In že ko sem prvič prebrala, seveda je bilo to točno to, ne. Ampak sem rekla pa hkrati mu, malo tečno, sem rekla: Matej, to mora biti zelo dobro napisano. Tule, ravno zaradi tega, ker je tako močna tema, ki je tema, ki se je še nihče ni lotil na ta način, čeprav je nekaj knjig že napisanih, vendar na drugačen, še bolj poglobljen način. Jaz bi temu rekla sicer, da je to dokumentarni roman, ki je pa dokumentaren na ta način, se pravi, da operira razen na strani žrtev z pravimi imeni. Ta knjiga je bomba. In zato, ker je bomba, če bi se zdaj odzvali v tej realnosti, ki jo živimo danes v Sloveniji, bi seveda moralo zelo veliko ljudi iti verjetno na sodišče. To se ne bo zgodilo in zato pravzaprav, ker je bomba in ker je vse, kar je noter napisano, res, tako kot je bilo tudi pri knjigah o trgovini z orožjem, kjer je bil tudi molk, in o tej knjigi se ne piše in se ne odzivajo nanjo. Meni je, moram reči, zelo zanimivo to, da recimo tudi Mladina ne piše, ki je pisala o trgovini z orožjem, še preden so začele izhajati knjige, še pred Frangeževo knjigo in tako naprej. Se pravi, da je ta stvar veliko bolj nevarna. In iz tega stališča, zato sem rekla, da ne sme, da ne samo, da mora biti dobro napisan, seveda, vedela sem, da bo Matej šel toliko daleč, da bo vsako stvar preveril, da bo zelo natančen in tako naprej, ampak vendarle mora priti knjiga do bralca. In tukaj, tule ne gre za orožje, na drugi strani orožja je smrt, ampak tukaj gre pa za duše, ki umirajo. In pravijo, da vsaka 4. do 5. ženska v Sloveniji, vsaka 4. ženska in pa vsak 5. moški je bil spolno zdrav. To je statistika, ker sem se tudi jaz pred leti ukvarjala z eno dramo, ki sem jo pisala, tako da sem
To statistiko nekako se spomnim, je še ista. Zdaj pa, koliko je pa teh žrtev v cerkvi? In pa tukaj gre za telesno, za duhovno zlorabo in pa seveda še za zlorabo, se pravi zlorabo duše, ampak hkrati tudi vere. Tako da je ta zloraba je trojna in to so zelo hude poškodbe. In seveda na drugi strani je samo kazen, ki bi morala biti pred sodiščem. Zdaj sem mogoče malo zašla, ne vem, če sem odgovorila. Torej, rekla si, knjiga je bomba. Torej, jaz bi rekel, vzel si bom to pravico bomba zato, ker ruši 2000 let staro zgradbo. Ruši na čisto malo, nekje na robu, ampak rušijo. Ja, ampak mislim, da si mi ti, Matej, rekel, ne, da smo na 7. mestu po številu spolnih zlorab. Ja. Na število, mislim, da je Slovenija, pa to je že nekaj let star podatek, po številu zlorab na prebivalca je na 7. mestu. Prva so tam Kanada, zato so tiste otroke staroselske našli, pa Amerika, tam tudi tele latinskoameriške države so visok, Nemčija, Francija, pa je pa že Slovenija. In zanimivo, da so vse te pred Slovenijo imele neodvisne preiskovalne komisije. Slovenija je edina, prva, ki je imela. Zato je knjiga bomba. Zato, ker pri nas ni te komisije neodvisne, zato, ker pri nas se o tem molči. In molk je nekaj najslabšega pravzaprav. Molk stvar ubija. To je taka tiha smrt. In zato je pomembno, da se o knjigi govori. In zdi se mi pa, da na drugi strani je pa zelo velik strah. Zakaj ti novinarji na drugi strani, Matejevi kolegi, ne pišejo v knjigi? Kakšne so to povezave, kakšne so to mreženja in tako dalje. Se pravi, in strahovi. Kaj bi se zgodilo? Se pravi, da je to še bolj nevarno kot pa trgovina z orožjem. Je bolj mučno. Jaz sem prebrala z velikim veseljem vse 3 knjige, pa Prevarano Slovenijo, Matejevo, zato ker je vse zelo berljivo. Matej je zelo dober pisec, zelo dober novinar in zelo dober pisec si Matej. Ampak tukaj je to, določene deli so, se pravi, je pisano kot roman, in je ne zaradi tega, tudi morda zaradi tega, ker se te dotakne, ker se te po človeški plati še močneje dotakne. Tako da je pa stvar zelo dvodelna. Tukaj sem imela malo zaslug pri tem, ker sem mu svetovala, da naredi kot dvodelno, se pravi, vedno bolj, ko se približujemo koncu ali pa po koncu prvega dela, ko se ta drugi del začne, je vedno več podatkov, vedno manj je tega osebnega, ampak je vedno več tega javnega. Vedno vsega tega, kar pravzaprav bi že mogli vedeti. Samo je na nek način drugače, močneje, na drugačen, bolj prepričljiv način to skupaj dano. Zdajle po vsem tem uvodu imate besedo v občinstvu, vprašanja, da bojo naslovljena na Mateja Šulca, tudi gospod Drago. Kdo bo kar prvi? Hvala za besedo, oziroma eno vprašanje, in sicer naslednje. Statistika, kakšna je statistika zlorab v občestvu luteranov in pravoslavcev vis-a-vis katolikov? Kjer je, veste, celibat, v pravoslavju je lahko ena žena,
dobro, pri luteranih ravno ne vem. To je kot vprašanje zate, Matej. Vam pa čestitam na tej ugotovitvi, da je to bomba. Sam obstaja ena močna povezava med orožjem in to bombo. Nič nam ne morejo. Bravo. Hvala. Ja, zelo enostavno. Statistika je pri katoliški cerkvi višja kot pri najsi bo protestantskih ločinah, pravoslavju, islamu in tako budističnih versih, je višja. In to eni smatrajo kot dokaz, da je celibat tista ovira. Seveda, cerkev bo rekla, da to ni. In zanimivo je nekaj, cerkev pravi, homoseksualnost je problem. Da se tam duhovniki skrivajo, homoseksualci pridejo, se oblečejo duhovniški plašč, da se lahko enostavno, da se lahko približajo mladim fantom kot homoseksualci, ker cerkev ne sprašuje, a je kdo homoseksualec ali to. Nekaj je tudi v tem pisano, in to pač statistika, kakorkoli jo obračamo, pa prikrajamo, statistika ne laže. Tako, kar se pa tiče bombe, moram, zdaj nisem se hotel prej zahvaliti, dragi, veliko mi je pomagala, brez nje ne bila ta knjiga taka, kakršna je, dobro, ima tudi pomanjkljivost, jaz berem, ampak so napad, najdel me kar strese, pa kakšni odstavki niso prav naštimani. No, ampak kakorkoli, draga je res dvakrat šla skozi in sva imela kar fajn debate, vroče debate. Zdaj mi lahko poveš, pa ko bo knjiga napisana prepozno. Pa še nekaj, založba Sanje je Roki rekel, veš, ker sem to knjigo videl, sem vedel, da imamo v rokah bombo. Evo, spet bombo. Zdaj pa, ali bo ta bomba zadela pravo tarčo, ali nam bo pa eksplodirala v rokah. Zdaj tudi na vsem nabralcem je, da pač dajo odgovor na to vprašanje. Ja, precej. Mene zanima, a ste vi pri knjigah o orožju in pri tej knjigi doživljali kakšne pritiske ali pa grožnje? Tam pri orožju smo, taki kompanjoni, vse sorte je bilo, vse sorte so nas pritiskali, da nam pozabil. Mislim, da ob 35. obletnici osamosvojitve bo išel po natisu Prevarana Slovenija, pa Dragina knjiga, mislim, da ne vem, tudi poznate Skrito povelje o Toniju Mrlaku. Zgodba je aktualna bolj kot kdajkoli prej. Žal, ampak je. Tudi Branetovi Trgovci smrtjo je pač tako. In zmeraj prihaja na dan tisto. Hvala Bogu, da smo to malo odprli, da se je prijela, ampak pomaga, pa sami veste. Zdaj pri tej knjigi bom rekel, še ne. Pa se nikoga res ne bojim, hočem se bati, lahko me ubijajo, kaj drugo pa na morju, pa se menjajo, vsak mu zgodi. Seveda, zanimivo je nekaj, osebno te poskušajo diskreditirati. Ja, se Matej, si ta prvi ruku izkus nagajo, veste, pa take stvari. Predvsem je zdaj molk, kot sta oba rekla, draga je posebej poudarila, molk in še enkrat molk, to je tisto, sej se bojo naveličali, se kdo pa danes bere knjige, pa sej mediji, pa še nekaj, na kratko bom opozoril, zakaj mainstream mediji o tem rečejo, da nimamo časa, se bomo. Zato, kdo so oglaševalci v teh medijih? Poglejte malo. Pa poglejte lastniško strukturo. Kdo je tudi lastnik? Je tudi, kaj so oni zvonovi, 1, 2, ti so propadli. Je cerkev je noter. Potem pa rečejo, vi kar pišete, ampak pa nam oglaševali, pa smo zmenjeni in cajtengi tisti dan ugasnejo. Jaz bi rekla, da en odmev je pa bil, ampak preden je bila knjiga napisana, in to je bil zelo zanimiv odmev dr. Štuheca. Matej, ti si nastopil pri Marcelu v oddaji. Ne Štuheca, imate druga.
Stresa. A stres, jaz sem da veš to hec. No, in si takrat pač nek podatek dal, ne? In si dobil čez par dni pismo, no zdaj pa ti naprej povej, ker je bilo zelo luštno tisto prebrati. No, ja, seveda stres se je koj usajal po domač, pa je rekel, ja, to pa ni prav, veste, tle pa nekaj nisem jaz mu to rekel. Pa sem mu pa natančno pojasnil, kako je bilo, na podlagi dokumentov, na podlagi pričevanj, na podlagi pisem, ki ste se jih on pa ta Polona kot prva žrtev, ki se je pač prijavila to zadevo, ki ste si dopisovala. In sem z njegovimi besedami ga bom rekel, pokril, potolku, pa sem rekel, lejte, tako je, sem rekel, no, čakajte, smo pa želi tukaj, vi ste imeli tudi, vi ste bili pri lazaristih tamle na Majstrovi, Jože Planinšek, ki je sistematično zlorabljal te dijake, študente, ki imajo strašne težave zdaj. Ta Janez je bil zlorabljen in takrat ni nič rekel. Potem po 20 letih je pa srečal fanta, ki je prišel iz Argentine, ki je hotel postati duhovnik. Sta se spoznavala, ki je bil Janez njegov mentor tega argentinskega Slovenca. In potem je čez čas vedel, da ga je Planinšek njega, ta istega kot je njega, on, ta isti duhovnik, ki ga je zlorabljal. In potem je rekel, ja, vem ti, če bi jaz ga prijavil prej, se temu fantu ne bi zgodilo to, kar se mu je zgodilo. In potem je pa Janez rekel, zdaj pa dosti, pa je šel v javnost in se zelo veliko angažira. In glejte, to je to. Če ne bi bilo trgovine z orožjem, pa če bi dejansko upravili s to pedofilijo v cerkvi, bi bila Slovenija res popolnoma drugačna. Zato sem hotela reči. To sta dve stvari. Še kakšno vprašanje? Jaz bi rekel tole, ne? Vse se vrača in tudi vse se plača. Glejte, pred dnevi sem vendarle dobil toliko časa, čez vikend, da sem prebral vse javne dokumente Mogetove komisije. Ja, takole, vse to, kar je Matej, pa tudi Draga in še drugi, je pravzaprav v teh dokumentih samo potrditev tega, kar smo vsi mi že pisali, skrbno, previdno, Boga boječe, bom rekel, ker smo se pač malo dali dokazili, ampak v teh dokumentih, skozi ta zaslišanja, res so zelo dolgi te dokumenti, obširni, res je treba v čas vzeti, ampak je potrditev tega, še enkrat, da to rečem, tega, kar smo mi povedali v teh knjigah, ker je glavni akterji so absolutno izgubili spomin. Absolutno. To je neverjetno, kakšna demenca pri tako relativno mladih ljudeh. Medtem ko so prvi suportisti, bom rekel, previdno rekli, si nekaj je bilo, ampak to nič posebnega. Skratka, šele tretja vrsta tisti, ki smo šteli denar, ki smo to delali, smo znali nekaj po pravici povedati. Brane, tle moram dodati, jaz sem začel to knjigo delati, sem šel prvo k Mogetu. Pa je videl, tako, jaz sem bil v tuji dolg časa, pa mi je pa začel razlagati, rekel, ta čolba nima, ta poba. Rekel, veš kaj, daj si tele, poglej, ko je javne viri, pa spet k meni prita, no, pa sem pa res prišel k njemu. Je rekel naslednje, dve stvari, kje se je začela kepa valiti? S Branetom je 17 milijonov preštel, tle, on je pravzaprav prvi žvižgač v trgovini z orožjem, to je dejstvo. Druga stvar je pa rekel,
tako, on je malo skrivnosten, se poznata. On je tako, zelo, v bistvu previden je bil, pa tudi on je pa res nastradal. On kot poslanec, prej gospa vprašala, da samo kaj težav, jaz ne to mogeje, pa je mu tudi hrbtenico so mu zlomili, so mu s čovnom se zabili v njega, pa grozili so mu, pa ulomili so mu hišo in ženi so grozili in tako naprej. Ni bilo fajn, no. In je rekel, pojdi malo v Bosno. Pa sem šel pa k Hasanu Čengiču. Pa me je nadrl, me je skoro ven vrgel, rekel, kaže ti ono me Janši, da je on bil krivomčar orožja, ima mene ono. Pa sem že hotel jeti, ko me je na podu, sem se obrnil, sem rekel, ni Janša moj. Ni on moj Janša. Sem rekel, jaz sem prišel, ko me zanima resnica. Pa je pa rekel, ajde, dođi, sad nema vremena, dođi sljedeći put. Pa sem šel k njemu, pa se je pa odprl, pa mi je povedal te stvari. Tudi je tisk, ki je bil zaslišan, ki je povedal, kaj se na mariborskem letališču dogaja. To je bila ena osrednjih tem te trgovine z orožjem, kako je tisk, ki je švercal z orožjem, je potem orožje odkril, kao, lejte, tlele imate orožje, ki je bilo pa samo tranzitov namenjen v Bosni. O tem smo že veliko govorili. Ampak, a veste, včasih se vrti so že čaranim krogom, ampak je treba ven stopiti. En hrvaški novinar mi je povedal, žal pokojni, zelo dober poznavalec, je rekel, ti naučno zvedel, to je mafija. Mafija je pa veš, kako deluje. In pri cerkvi isto. Saj je cerkvena mafija. Naša stvar. Točno to. Ja, Cosa Nostra in omerta. Tle je zaveza molčečnosti, zvedel boš, če bo kdo z tega kroga ven stopil. Ok, se pripejmo. Pejmo naprej. Je še kakšno vprašanje, ki ga naslovimo na Mateja ali gospoda? Najprej vse pohvalo, gospod Šulc, za novo knjigo. A lahko mikrofon, prosim? Da bomo vsi slišali. Hvala. Jaz bi sem nadaljeval tam, ker ste sami začeli. Rekli ste, vse te grozljive spolne zlorabe niso samo greh, ampak zločin. Njih moramo preganjati kot zločin. Zdaj smo pa danes sem dosti pogovarjali, da vi niste pravni sami, da se rekli, ste dosti govorili o razmerih med kazenskim pa kanonskim pravom. Kanonsko pravo nima nikakršne pristojnosti kaznovati zločin. Ma približno tako kazensko pravno veljavnost kot statut kolesarskega društva. Če si kolesarsko društvo pa katoliško cerkev želita svoj ugled obrati, boste seveda skušali preganjati lumpe v svojih vrstah in jih izročiti tiste, ki jih smejo preganjati v pravni državi, pa mi sami ne smemo kaznovati svojih lump. In zdaj vprašanje je, a se slučajno govorili, kaj s tožilci, z organi pregona, zakaj se pregon praviloma proti inštituciji, ki kot pravite, dokazujete, prikriva, zadržuje, skriva in so aktivno pomaga storilci kaznivih dejanj, zakaj se ta pregon ne sproži proti njim? Med hojo bom povedal naslednje, pa bo potem še Matej. Dočnem leto 94, torej v 30 letih ni nihče imel čas od uradnih pooblaščenih oseb, sodišča, tožilstva, kdorkoli že, ni imel nihče čas, da bi mene poklical, pa rekel, a je to res, kar si ti javno objavljal, ali pa predstavil v gledališču. V 30 letih ni bilo nikogar. Zdaj, takole je, glede tega, tožilci bojo rekli, ja, sej nismo dobili nič na mizo, ni bilo prijav. Če so prijave, smo pač delali po zakonu. Jaz verjamem, da sej tožilci pač delajo po zakonu, če dobijo na mizo, pač sprocesirajo, preiskavo sprožijo in potem zadeva gre naprej. Kar se tiče trgovine z orožjem, mimo grede, se je vse tam kar na tožilstvu končalo. So nekaj sprašal, so rekli, se nismo nič na mizo dobili, sej vse tam. Ja, kdo pa? Ja, je rekel, da ima, se dobro veš, da je Berize Gareva v predal, da je stvari. No, kar se tiče pa pri temu, sem tudi vprašal eno tožilko,
Ko sem prav, ko še tam z našega konca doma, ki je ta dala na tožilstvo, dve prijave, so bile obeh, ki jih jaz opisujem, je rekla, ja, žal, zastarano. In nismo imeli kaj, zadeva je zastarala, pa ti si, ja, bi pa prej, a ne, se res človek vpraša, bi pa prej, zakaj pa ni takoj. A veste, to je pa spet drug, bom rekel, tak, dosti težka stvar. Težko se je razgaliti pa povedati. Kaj tiska žrtev, ki prijavi? Če mama ni verjela, njena lastna mama, ne župnik pa ne, kar tih bod pa ne govoril kola, ne. Zdaj gre na tožilstvo, kaj pa če tam ne bojo verjeli, pa lejte, kaj pa 8 ali pa 10 ali pa 12-letni otrok, kaj pa ve, kaj je tožilstvo, kako se obnašati, kam prijaviti, kako postopati. Tudi potem, ki je polnoleten, pa reče, recimo, se še ni zastaralo, pa reče, in zdajle jaz sem glih nekako pokopal pod sabo to, zdaj bom pa še enkrat tudi te rane odpiral, še enkrat me bojo zaslišvali. A veste kaj, ki je šla, dala prijavo na cerkveno sodišče že poje kot na škofijski ordinariat, ki je že na civilnem sodišču zadeva zastarala. Je župnik vprašal, ja, gospa, kako pa ste, s čim ste ga pa vi izzivali? Kako pa ste bili oblečeni? Kaj pa ste mu rekli? Kako pa je on rekel? Ja, pa bi pa takrat rekli, ona je bila otrok takrat, ona je bila, a veste, kakor so mi pravili, ko jih je zlorabljal župnik, so otrpane, odrevenele. On je mu, jaz se dobro spomnim, mezinc je mu 2 centimetra dolg noht. In ga je tako med mašem tako delal, pucal. In je potem, to je mu kot orožje, je tako na zapestje nastavil, rekel, to je pa najna skrivnost, če boš povedala, pa je zabodal noht, pa je takole, rekel, bomo dali injekcijo, če ne boš pridna, pa je takole zabodal. Ja, otrok, 80 let, je se bo ustrašil, ja, kako, prijava, zdaj, tlele ta mehanizem je, jaz jih razumem, da ni bilo, da je potem kaj zastaralo, jaz sem celo enega pravnika vprašal, a bi to uspravili zastaranje. Neko tega pa, da bo te kot zločini, da ne bi zastaralo. Rekel, to pa ne boste dosegli, to pa ne, zakaj ne? Ja, tako je pravo, ne vem, tako je pravo narejeno. Jaz sem rekel, za vojne zločine, ja, tam je pa drugače, tam je pa genocid in to je pa drugače, to pa, zdaj Ratzinger je podaljšal zastaranje, ker je v cerkev, mislim, da velja o 20 let po dopolnjenem 18. letu, pa še zmeraj je prekratek rok, še zmeraj, žal. Samo še eno. Zelo je pomenljivo pravzaprav, da je Slovenija tako nazadnjaška, kar se tega tiče. Sem razmišljala, zakaj, zdaj špekuliram, težko. Pretiravam verjetno, ampak ta ruralnost, na nek način provincialnost. Provincialnost v tem smislu, da je provinca, mislim, se definira s tem, da je dejansko sama v sebi zadostna na nek način. Da se ukvarja samo s sabo. To je dejansko, da se ne ukvarja toliko s svetom. Ta vlada je res zdaj ogromno naredila, kar se zunanje politike tiče in tako naprej. Hvala Bogu, ker se mi zdi, da na ta način nas bo to izvleklo iz tega. In zdaj jaz ne vem, kakšen je procent kristjanov, ampak zelo velik, ne? In se mi zdi, da je to... Milijarda 400 milijonov. Mislim, da tako v statistikah. No, ampak v Sloveniji pa tudi verjetno 80, ali čez 80% verjetno. A veš, koliko je kristjanov je po uradnih podatkih 2/3. Sej katoličanov se jih izreka kot katoličane. Različnih oblik. Kaj pa vernikov?
Vernikov, ne vem. To pa ne vem. Ja. Ja, to je pa Ja. drugo, sigurno. Ja, drugo. Ja, 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 absolutno. gre za krščansko. Absolutno, Za ja, ja. krščansko. Ne? Ja, Tako. ja. Teh je pa baje 3/4, saj ko je rekel ta duhovnik, ki se je pogovarjal, ta duhovnik, pardon, da se tako prekinem, duhovnik Janez, ki je šel k Pahorju, da bi ga opozoril na ta problem. Jasno, Barbika. Kaj imam jaz s tem? Prav tako, rekel, kaj imam pa jaz s tem? Rekel, gospod predsednik, 75% Slovencev je vernih. Kaj pa na to pravite? Je rekel, ja ne vem. Pa je pa rekel Janez, dobesedno. A si še ti rekla, joj, pa ne govorimo o Barbika. Gospod predsednik, ne boste Barbika, pa se te pogovarjali škofi, pomisel dati, pa kaj naredite. Pa je pa, a veste, kaj je naredil? Dal ga je, rekel, bom jaz to varuhu dal. Kdo je bil varuh? Ni bil prejšen. Varuh je dal namestniku varuha, ta je bil pa član Katoliške univerze in je zdržal pod katoliško, tako, začarani krog, ne, topno. Pardon, sem prekinil. Ne, v tem smislu, to sem hotela reči, da je dejansko ta duša nekako slovenska zatrta, da je pristaja na to, da se ne osvobodi tega. Te ruralnosti na nek način. Ne? Ker v bistvu gremo zdaj nazaj, tudi to, kar se je zgodilo s Cankarjevo nagrado na Vrhniki, to je v bistvu za Vrhniko je to res katastrofa, za Slovenijo je to katastrofa, ampak posebej za Vrhniko je pa še bolj. Ne? In isto je rekla Mojca Komerde, najhujši je molk. Zdaj pa jaz ne bom se več. Najhujši je molk. Zdaj bom rekel še nekaj, veste, jaz sem na prvo tole srečanje, na predstavitev, sem povabil Katoliško cerkev. Postal sem jo vabilo, da sem pa knjigo napisal, da jo predstavljam na založbi, ljudno vabljeni sodelovanju, dal sem jo v škofovski konferenci temu tiskovnemu predstavniku, ki je za medije, Gabriel Kavčič. Ni bilo odgovora, ne, mi nimamo časa, ki je glih pred Božičem ali kako, nič, molk, ne, to, evo, samo kot potrditev, tako da zdaj, seveda, fajn bi bilo, jaz bi rad videl, da bi bila cerkev, pa ne, da bi jo zdaj vsi nabijali po njej, pa napadali, tudi tako o cerkvi govor brez cerkve, ki ni zraven, a ne, se ti včasih zdi čudno, ampak važno je, da ljudje prisluhnejo. Važno je to, tukaj mi se lahko pisci na glavo postavimo, če pač ne bo publike, ne? Če ne boste, bom rekel, kako se reče, aktivni, ozaveščeni državljani, ki boste pač to spremljali in se ne pustili, no? Ne reči, se bo minil, saj ta knjiga bo šla mimo, pa se bo naprej delal, ker če bomo tiho, bo se pedofilija, zlorabe v cerkvi nadaljevale, mogoče še bolj subtilno. Ker cerkev je trdnjava, kot je Brane rekel, 2000 let stara trdnjava. Spoštovano občestvo, približno smo prišli do konca. Nisem rekel, da je še konc. Če ima še kdo kakšno vprašanje, seveda na voljo, ampak ura pa pol, jaz sem malo štoparca, ne. Ura pa pol smo tukaj in če še kaj na hitro, prosim, sicer pa bi počasi zaključili. Ja, prosim. Se opravičujem, sam, ko sem prihajal na to srečanje z vami, se mi je kljub temu nekaj vrtelo po glavi in sicer cela zgodba sovpada z Epsteinovimi dokumenti, ki je podobno ali pa enako, samo v drugi sferi. In moramo tudi, ko bomo ne molčali o tem, se bomo srečevali, ja, se ni sam cerkev, poglejte, kaj se dogaja v celotnem svetu. Tako da nam to, te zgodbi malce, bi rekel, jemlje vetra iz jader.
Imate prav, Hvala lepa. zelo prav. Jaz sem hotel povedati, da prvi očitek je bil tudi z leve strani, zakaj pa si se lotil cerkve? A veste, največ zlorab se dogaja za 4 stenami, koliko se jih dogaja, ne vemo, se jih dogaja v športnih društvih, poznamo že primer, konkretno judo in tako naprej, v šoli, primere Škofja Loka, tam Jesenice, povsod, ki so otroci, ki so mladi, ki so športniki in seveda vse je treba zelo resno jemati, opozarjati na to in sprocesirati, so zato država, organi pregona. Moram pa reči, da cerkev ima pa določene specifike, a ne? Zato sem pač, in iz tega, ko sem na začetku povedal, da sem bil osebno prizadet, da toliko 40 let nisem vedel, da je pač ta duhovnik z 2 obrazama, sveto in temačen, žal. In poskušam s to knjigo popraviti to nevednost. Hvala, Matej. Še tole, gledajte, gospod tamle zadaj, pri vhodu, ima knjige in so na voljo. To, kar po promocijski ceni, naj povem 24 evrov, drobiž pripravite tisto kupovno. V glavnem, Matej bo pa rade volje knjigo še tudi podpisal s posvetilom in seveda ima zaključno besedo Miran Štuplica. Hvala lepa. Jaz bi se zahvalil v imenu vseh, ki nas je tukaj, vsem 3, Dragi, Branetu in pa Mateju. Takole bom rekel, ko vas bodo skupaj z mano, malo heca spet, zaprli, se bomo že nekako spravili, ker vidim, da med občinstvom so pravniki, diplomirani pravniki, tožilci, preiskovalci, inšpektorji, taki in drugačni. Tako da ni problem, bomo zelo kratek čas v pridržanju. Še enkrat hvala lepa. Ob tej priliki vas vse skupaj vabim tamle v avlo na kozarček rujnega pa kakšno mastno debato. Hvala lepa še enkrat.